Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moj dom. Danes je z mano Miha Skale, diplomirani ekonomist, poslovni strateg in pa seveda dober poznavalec nepremičninskega trga v Sloveniji. Hvala, Tomas, res je. Že zadnjih 15 let sodelujem tako z gospodarstvom kot posamezniki na trgu nepremičnin. Jim pomagam reševati izzive in seveda, da tudi rešimo te izzive. Jih je pa veliko. A se bo malo dotaknila nepremičninskega trga v Sloveniji? Kje so težave, se pravi, kje vidimo rešitve, naprimer, kaj bi dodal, rečemo? Ja, vsi vemo, da vsi v Sloveniji želijo gradenj stanovanj, gradenj poslovnih hiš. Seveda hoče od tega tudi zaslužiti, ali z najemom, ali s prodajo. Ja, kupec pa seveda želi visoko dodano vrednost, ki jo pa marsikdaj dobi ali ne. Poslušamo po raznih medijih, da nam manjka stanovanj za najem, po drugi strani pa koliko imamo praznih stanovanj? Tle je dilema in sicer v sledečem stanju. Govorimo, koliko je praznih stanovanj. Ja, res je. Ljudje jih ne znajo oddati, ljudje jih ne želijo oddati, ker jim po eni strani tudi ni potrebno. Tisti, ki imajo večje prihodke in vse, jim ne rabijo oddati. Tisti, ki imajo manjše prihodke, bi si jih želeli, pa jih ne znajo. Po drugi strani je pa tudi trg najemnikov zelo volativen, če tako rečemo. Eni imajo denar, pa si jih lahko privoščijo visoke cene, drugi pa ne. In iščejo manjša stanovanja, bolj primerna. Zdaj pa seveda od središč, od naprimer mesto Ljubljana je izrazito visoke cene pa okolica, imaš naprimer, če gremo proti Litiji, ki so pa nižje cene, tudi za nakupov in vse. Ja, vendar niso tako interesantne za investitorja. Pa kje je težava? Mogoče je strah proti neplačevanju najemnin, rečemo naš pravosodni sistem, da se to ne odločijo? Kombinacija vsega. Zakaj? Tudi pravosodni sistem, dajmo reči, govorimo, da deluje, pa včasih se zgodi, da ne deluje. Hkrati, ker imamo tudi kakšna stvar zaščiteno preveč. Recimo, velikokrat govorijo družine z otroci, kar se čist strinjam, da so zaščitene, ne? Vendar ne pa v vsakem primeru, izigravanj in podobno. Po drugi strani je pa tukaj še en velik izziv gradnje stanovanj. Zdajle so bile še poplave in podobno, ne? Torej, kje graditi stanovanja? Govori se o 30.000 stanovanjih. Ne? Pa dejva, če se strinjaš, da bolj govorimo o teh problemih najemnikov zdaj, pa se malo kasneje dotaknemo teh 30.000 stanovanj, kaj to sploh za sabo potegne. Dobra tema bo za naprej, za nadaljevanje. Točno tako, ne? Ampak recimo najeme, marsikdo si ne zna niti najemne pogodbe ne narediti, niti ne ve, kako se tega lotiti. Ne? Potem pa druga stvar, kaj je, da nekaterim ni treba oddajati. Zakaj pa bi, če nima nobenih obveznosti do praznih nepremičnin? Ja, in tle je zdaj izziv, če rečemo, tako občin kot okolice, kako se tega lotiti. Zdaj, najverjetneje z davčno politiko bi se dali marsikaj rešiti. Ja, vendar jaz bi bil tle previden. Zakaj? Kaj ti vedno rečemo, da tisto prvo osnovno nepremičnino, pa ko si ljudje za trudom prigarali, da živijo, ne smemo obdavčiti. To je vendar en življenjski standard. Ja, ostale stvari bi se bilo pa treba en pravični sistem narediti. Ne mene vprašati kako, kajti zato so kaj bolj pristojni pa več znanja. Zdaj, ko govorimo o praznih stanovanjih, tukaj je tudi mogoče kakšen problem, zakaj kdo ne oddaja stanovanja, ker je tudi davčna stopnja obdavčitve najemnin kar visoka, ne? 25%, vsak reče, zdaj bom pa jaz 3 najemnine letno dal samo za državi, pa kljub temu, da sem to mogel že kupiti to stanovanje, plačati davek DDV, pa moram vzdrževati to stanovanje, ki ne malo amortizacija takih stanovanj je kar velika, ne? Ja, 10% ti odbijajo od najemnine, potem pa plačaš od tistega, kar ostane 25% davek, ne? To je dejstvo, ne? Ja, smo obdavčeni, ne? Po eni strani bomo rekli, smo nekje tudi obdavčeni sorazmerno z Evropo. Zakaj? Kajti ljudje tudi nimajo znanja, kako se tega lotiti na drugačen način. Naprimer, ali da
se grejo prav profesionalno, delno profesionalno vdajanje, imajo za to računovodjo, imajo za to svetovalca, se potem poučijo, da ni to samo tisto, kupil sem stanovanje, zdaj kaj pa moje, zdaj pa to vdaju. Se da tega lotiti tudi malo drugače, ampak bom rekel, zato pa moraš imeti spet znanje, moraš pa spet imeti eno podporo, ki pa rečem, da v Sloveniji, dajmo reči, ni tako visoka, kot si jih kdo predstavlja. Ja, samo, če rečemo, ljudje pravijo, ok, ni problem plačati ta davek, samo kaj pa se zgodi, takrat pa ni države nikjer zraven, ko meni nekdo ne plačuje najemnine, ko ga dam na sodišče in to 2-3 leta potrebujem, da jaz to uredim, to zadevo, medtem pa stroški naraščajo, izguba narašča. Ja, lejte, to je pa izziv, ki se ga, če bom reče, iz vidika najemnin bo mogla država lotiti. Ker to je vendar tisto, kar največ zadržuje oddajanje stanovanja. Druga stvar, ki bi jaz bolj poudaril glede stanovanje eno, recimo vsi vemo, da se vsi ljudje hočejo biti čim bližji središču. Ljubljana, recimo tam, ko so univerzitetna mesta, tam, ko je le neki prometa in podobno. In tle so cene najemnin drastično visoke. Tle bi mogla tudi država, recimo vsaj tiste, kar rečeš, ali da ne rečemo samo mladim družinam do 30. leta. Jaz bom dal en primer iz tega. Vsakič, ko sem jaz hotel kot mladi najemnik biti ali pa da me nekdo spodbuja, sem jaz lih za 2 leti ali pa 3 leta presegel tisto mejo, ko so jo oni dali. Dajmo biti realni, največ ljudi, ko sedaj družine, kasneje so starost od 28 pa tam do 45 let. In te se pozablja. Mi bi mogli spodbujati najeme in omogočati tem mladim družinam, ki hočejo ustvarjati, ki delajo, dati podporo, ne samo to, da imaš samo visoke stroške. Ampak bom rekel, to spet ni v najni, če se tako pogovarjam, ni v najni domeni. To bi mogla biti na strani, bom rekel, naše države, naše ali občine ali podobno. Ja, ker dejansko, če pogledamo na trg, je nekaj privat najemov, ampak to je peščica proti temu. Največji najemodajalci so, rečemo, občinski stanovanjski skladi, republiški stanovanjski sklad. Oni so, ampak tukaj so nekako najemnine nekje korigirane, nekje, rečemo, neprofitne, stroškovne bomo rekli. Ampak tukaj tudi država sigurno preko določenih virov pomaga tem in občine, da dobijo denar, davkoplačevalski denar in pa stanovanjski sklad Republike Slovenije. Kaj dobijo pa privat, lastniki, ki pa od tega nimajo nič, dejansko? Ja, lejte, če nekdo odda svoje stanovanje republiškemu skladu, dobi pač eno, bom rekel, ne vem kakšno, ampak večinoma govorijo majhno najemnino, nekaj nadomestilo. Ampak v redu, bomo rekli, to je ena izmed rešitev. Jaz se pa dotaknem druge stvari, recimo, kar rečemo teh najemov. Kdo pa lahko sploh do teh najemov pride? Vse vemo, da so javni razpisi, ampak recimo, jaz poznam primer, ko se je par prijavil, je dobil 450 pik po točkovniku, pa je bil še vedno, deva reči tako, za najmanj 50 na listi oddaljen od prvega stanovanja. Pa to je bila mlad par, ki je hotel ustvarjati familijo. Izvenzakonska skupnost, ki je imel prihodke. Ne vem, naprimer, zdaj na zadnje sem gledal, kako je že bilo, da ne rabiš, vsaj upam, da se ne motim, ampak dajva reči tako, lahko pogledate v razpis javnega sklada, da ne smeš imeti 30 000 premoženja za tržno najemnino, če se prav spomnim. Pa stanovanja so prazna. Torej, kako si bo nekdo, ki nima premoženja, lahko sploh opremo stanovanje, da boš bil sigurnost za te stvari. Ja, se razumem, da imamo socialna stanovanja, ampak dajmo gledati tudi tiste, ki hočejo nekaj ustvariti. Kako bojo do tega prišli? Nismo samo neki, če oprostite, tako karikiram, socialni, potem imamo nekaj za, ki imajo denar, ja, vsi ostali, velika večina je pa izvzeta iz tega. Ja, bi bilo treba mogoče tudi narediti kakšno rešitev za ta sloj. Srednji sloj, tisti, ki ima, ki si ustvarja te zadeve, ampak dejansko je pa s tem oviran, ker je že nekaj si ustvaril. Ja, normalno. Lejte, bom dal en primer, če sem prav povzemam CSD iz Ljubljane, center, da če hočeš imeti socialno pomoč, recimo, ne smeš imeti 120 000 evrov premoženja. 120 000 evrov premoženja v Ljubljani je ena garsonjera.
Ja, v Murski Soboti je to že skoraj vila. Neenakost. Ne? Velika. Miha, jaz mislim, da imamo mi dva teme odprte še za naprej, zdaj si bova vzela malo pauze, potem se bova pa lotila rešitve tega problema. Se strinjam. Okay. To bi bilo zelo dobro. Dragi gledalci, se vidimo čez nekaj minut. Dragi gledalke, dragi gledalci, spet smo zdaj v oddaji Moj dom. Z mano še vedno Miha Skale, poslovni strateg, sva rekla, poznavalec nepremičninskega trga. Miha, prej sem govorila pomanjkanje stanovanj in plani naše države, kako ta stanovanja zgraditi. Ne? Tukaj govorimo kar o enih velikih številkah, 1000, 10 000, celo 30 000 smo slišali. Kako gledaš ti na vse skupaj? Glejte, zelo enostavno je plane narediti. Papir prenese vse. Pa dajva reči, da ne gremo iz 10, 20, da bom bolj zagotovo, ker so bile le poplave, pa je toliko treba podrti, pa je treba malo paziti, pa se te stvari. Dajva reči, da je treba provizorično, tako kot se je enkrat omenjalo v časopisih, povzemam pač, kar so objavljali, 30 000 stanovanj za narediti. Ljudje, glejte, če čist direkt povem, ljudje si morate to predstavljati, da to je, kot da bi združili Maribor pa Koper skupaj. Ja, v Mariboru je približno nekaj čez 100 000 prebivalcev, v Kopru jih je 126. Ne? Ja, če gledamo, da je na stanovanje 4 ljudje živijo, ne, v stanovanju, je to 120 000 ljudi. Tle je infrastruktura, tle so dodatne obremenitve na okolje. Ampak dajva se lotiti tiste osnovne zadeve. Kaj je dovoljeno večinoma v Sloveniji graditi? Večinoma, kako sprašuješ, enodružinske hiše, dvostanovanjske hiše, dvojček, četvorček, petorček. Če jaz povzamem iz urbanizma, je za eno stanovanjsko hišo, v bistvu hišo dvostanovanjsko, potrebno 400 kvadratov. Če gledava več četvorčke, petorčke, je nekje normativ 125 kvadratnih metrov na eno enoto, pa dajva to za gledalce malo poenostaviti, če si za. Ja, dajva. Če gledava, da rabimo za petorčke 1000 kvadratov. Petorček hiš dvostanovanjski, to pomeni 10 stanovanj smo naredili. Pa to prevzamemo 30 000 stanovanj po petorčku, kar je, da jih recimo 30 000 deljeno z 10 stanovanj, to pomeni, da imamo samo še 3000 stanovanj po 1000 kvadratov, če rečemo petorčki, to je 3 milijone kvadratov, to pomeni, rabimo 300 hektarjev površine. Kje jih bomo dobili po vseh občinah, da bomo ukinili zeleno okolje in vse podobno, je vprašanje. Pa dajva temu zdaj dodati še in potrebno infrastrukturo, ceste, kanalizacijo in vse, kar je. To je velik projekt. Ne vem, kako se ga bojo lotevali, odkrito povem, ne znam si predstavljati, pa tudi nisem na tem mestu, da bom jaz to povedal, ampak to, da si bojo ljudje znali predstavljati. Kdaj so bili nazadnje grajeni bloki? Vemo, da se je zdaj kvart dela v Ljubljani in podobno, ampak kdaj so bili večinoma bloki narejeni v Ljubljani? To se bilo od 70. do 90. leta. Ja, nekje tam 62 so že kaj bili, ampak to je to. To so bili takrat prvi bloki v višino, potem pa tega ni bilo več. No, dajmo reči, če hočemo majčkeno poenostaviti, ker če hočemo imeti lepo okolje in okolico, pa zeleno, bi bilo pametno delati v višino. Pa jaz sem si tako majčkeno zamislil eno imaginatorno zadevo, da rečemo, da na 2000 kvadratih naredimo 10-nadstropno stanovanjsko stavbo. To je 100 stanovanj, recimo po vsakem etaži 10 stanovanj, to je 100 stanovanj. No, iz tega, če gledamo na 2000, da gremo iz 30 000 stanovanj, bi mi rabili tega, zelo enostavno, 100 stanovanj na enoto, 30 000 jih rabimo 300 enot. 300 kot 2000, to je 60 000 kvadratnih metrov, to je 60 hektarjev. Bistveno manj kot prej 300, ne? Ampak še vedno obremenitev na okolje, obremenitev na tla. Kje boste to postavili? Dodatna infrastruktura. Tukaj moramo imeti potem tudi vrtce, zdravstvene domove in vse te stvari. Seveda. To pomeni, da v vsaki taki kvadraturi bi bilo pametno, da zraven še polovico samo za vso infrastrukturo.
to so velike investicije. Ja, se strinjam, da če povzameva to, kar smo jih vprašali, 30 tisoč stanovanj. Ja, če bi to Slovenija gradila od 90. leta. To se čez noč ne da narediti. Tudi prevelika obremenitev bi bila. Samo Miha, ljudje me dostikrat vprašajo, ker to delam na nepremičninskem trgu, Slovencev nas je 2 milijona. Pa od kje zdaj takšne potrebe enkrat, se vsi imamo nekje bivati, ne? Kako je zdaj to, ker ta 2 milijona je že ves čas, kar se jaz spomnim, da se to, od kje zdaj takšne potrebe po teh stanovanjih? Ali so to toliko stara stanovanja, da se podirajo, sem nekje, zelo malkrat slišimo, da nekje podirajo? Ali kaj je zdaj to? A veste, kje je velik izziv? Zelo veliko, če gledamo samo Slovenije, se iz podeželja seli v Ljubljano ali pa ta majčkeno večja središča. Dodatno, kar je, ljudje si hočejo dvigati standard. Glejte, sej tole lahko, kar 30 tisoč stanovanj, če bi ljudje majhno hodili po svetu, pa pogledali, kako živijo v Skandinaviji, tiny houses, naprimer majhne hiške, kako v Aziji živijo in podobno, ne? Ja, glejte, povem davčno eno, kar sem nekje zasledil osnovo, da je prvo stanovanje, kakor osnova, 160 kvadratov. Recimo, kaj za nekoga pomeni življenjsko okolje, nujno življenjsko ali pa da rečemo osnovno življenjsko okolje, a to pomeni za družino 4-člansko 70 kvadratnih metrov ali pa recimo 80, da bo normalno, ne? Ali to pomeni 120, ali to pomeni hiša 200 kvadratov plus vrt, kaj za nekoga kaj pomeni? Ni to bistvo, da se vprašamo 300 tisoč stanovanj, ampak kaj pomeni osnova, da so ljudje zadovoljni. Vemo, da so vedno nihana, eni več, eni manj, ne? Ampak kaj je osnova? Pa kje je minimum? Ne? Ja, kje je minimum, recimo? Koliko je bližina, naprimer, do vrtca? Kako je prevoz do vrtca? Naprimer, dajva reči, temu, da rečemo, da hočeš, koliko Slovenija pravi, privabiti tuj kapital k nam, ne? To pomeni, moramo dati infrastrukturo, in moramo dati stanovanja, in moramo dati vrtce, in moramo dati vse. Ja, prostite, ti moraš nekaj nuditi. Če tega ni, ja, kam bojo pa šli? Kako boš pa dobil delovno silo, če rečejo, da bi se tudi gospodarstvo iz tega razvijalo? Je to izziv, ki se ga je treba lopetati postopoma. Zato nisva ne jaz pristojen, ne noben drug, ampak jaz pač, mi moramo delati tako, kot govori urbanizem, tako, kot govorijo zakonodaja, tako, kot govori smernice v Republiki Sloveniji. Pa pač znotraj tega iskati rešitve. Zdaj, ko govorimo, praviš 30 tisoč stanovanj, ja. Tudi 30 tisoč stanovanj je to kar ena velika številka za zgraditi, ne? Ja. To bo to, od kje bo ta denar prišel, ne? Zdaj, jaz sem se že prej pogovarjala ravno, da Slovenci imamo na svojih računih preko 20, skoraj 30 milijard enega denarja. Nekje predvidevamo, dajmo reči, tudi če je polovica manj, je to že kar veliko. No? Ampak kako zdaj to, za to, katerega se veže za 1-2% mogoče na letni ravni, se pravi inflacija je veliko višja, kot je pa dejansko donos, kako aktivirati ta sredstva, da se mogoče prelijejo v bolj donosne naložbe in da se nekako rešuje še problem točno stanovanjski? Bom tako dejal, v Sloveniji je to zelo velik izziv. Zakaj? Vemo, da obstaja nepremičninska zadruga, nepremičnin, da to sem zbral nekje, da obstaja. Ne? Vemo, da tudi obstajajo nepremičninski skladi, SPIS, na primer, je tak, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in podobno. Ne? Vendar, kar bereš, se ne vem, kaj ne gradi. Naprimer, drugih skladov, razen zdaj mislim, da je bil, če smo pošteni, Equinox je prišel, pa mislim, da sem jaz zasledil še sklad, samo moment, če smem. Zdaj, jaz vmes lahko samo rečem, ker Equinox, to so poslovne nepremičnine. Ne? Ja, to so poslovne nepremičnine. Ja. Pa mislim, da je še Alfi sklad, Alfi Reka, tudi dajo poslovne nepremičnine in podobno. Ne? Ja, v svetu obstajajo nepremičninski skladi. REIT se je reče, Real Estate Investment Trusti so to, ne? Za različne nivoje, za data centre, za hotele, za stanovanja, za stanovanja za prodajo, za stanovanja za oddajo. Vendar tega v Sloveniji ni. In preprosto je zelo težko nekomu, če rečeva zdaj z vidika, kar ste rekli, toliko milijard ne bi bilo na bankah, kako spraviti ta denar v en aktivni investicijo v nepremičnine, kajti, dajva reči, ena hiša stane $500,000. Ja,
bogataš tiska, tiska ima denarna sredstva, ki jih je zaslužil, vse, kar je, ima denar. Ja, kaj pa vsi ostali, ki bi imeli, na primer, za investirati 10.000 evrov, 10.000 evrov, kaj pa oni lahko naredijo? Nimajo kam s tem, da rečemo nepremičnine. Pa rečemo, da je nepremičnina ena izmed bolj stabilnih donosov, če tako rečeš, dolgoročna. Ko gledamo manjše vlagatelje, seveda tiste, ki ne morejo kupiti lastne nepremičnine, ker je premalo, ampak da lahko s tistim majhnim kapitalom vstopijo na ta trg. Tako da, Miha, jaz mislim, da je to tema, zelo dobra tema za po odmoru najinem. Dragi gledalci, se vidimo čez nekaj minut. Kako mi gre? Dobro, dobro. Dragi gledalke, dragi gledalci, spet nazaj v oddaji Moj dom, z mano še vedno Miha Skale, diplomirani ekonomist, poslovni strateg in poznavalec nepremičnin. Prej sva govorila o skladih, o naložbah, o te nepremičnine. Tukaj, Miha, imamo dva sektorja. Eden je privat sektor, eden je nekak državni sektor, kjer so tudi pa občinski. Jaz imam občutek, da v privat sektorju, da se ne gradi toliko veliko za, rečemo, dajanje v najem. Bolj se gradi za prodajo stanovanj, za oddajanje v najem pa enostavno privat investitorji v to ne vlagajo. Kje je, rečemo, težava? A je težava, naprimer, ravno v tej sigurnosti, ali je težava mogoče temu, da država ni tista, ki bi spodbujala te investicije? Tle imaš dva pogleda. Sigurno je tudi ta, da država zelo premalo vlaga v to, da bi se v Sloveniji kaj več delali namenskih investicij in podobno. Drugi pogled pa, če rečeva s privat sektorja, pa je, tiska bo dal denar v eno investicijo. Seveda želi zaradi kreditov, zaradi vsega čimprej ali to prodati, v večini meri prodati. Zakaj? Je zato, da vrne kredit. Ker največji izziv, ko se pogovarjamo o graditvi najemniških stanovanj, je, kako dobiti investicijski denar. Zdaj, če bom tako rekel, če bi bili to, tako na način tujine, naprimer pa že to, da pojasnim, tujini nepremičninski sklad pomeni kaj? Investitor je naredil nepremičnino, ki jo potem proda kot delniška družba, da si potem vsi, ki vlagajo noter, ko se to oddaja, dobivajo donose iz dividend. Tega, naprimer, v Sloveniji ni. In zaradi tega je tudi tle en manko, če rečeva, z tega vidika v Sloveniji. Preprosto, ker je, ne vem, kako bi se tega lotili, niti ne poznam primera, da bi se tega lotili, poznam, tako kot sva že prej omenila, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Mestne občine Ljubljana, pa vem, da tudi obstaja Zavode za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Da se lotimo tega, da se majčkeno vrnemo v preteklost, če smem. Včasih je to reševalo kako? Jaz poznam v Ljubljani hišo iz leta 1940, ki je gospodar hišo naredil tako, da je on bil mesar, ali pa drugi primer je imel žago in je zraven naredil hišo za svoje delavce. Potem se sigurno spomniš, jaz to ne, ker sem še premlad za to, ampak moji starši, ki so to govorili, so bili včasih sindikalni turizem ali pa sindikalna stanovanja, ki so to podjetja delala. Zdaj tega ni več. In zdaj, da si nekdo kot investitor reče, zdaj sem pa jaz vzel kredit, zato da bo potem nekaj oddajal, ka vemo, da je kredit dosti visok, je seveda hoče čim prej poplačati in bo to raj prodal. Da bi pa imel en sklad, ki bi ta stanovanja kupil in jih potem oddajal naprej kot dolgoročen donosnost, kar je smiselno, tako kot ena stabilna delnica, kar rečeš, ni to kolativno, pa visoke dividende donose, bi bilo pametno ga imeti, vendar ga ni. Kaj misliš, Miha, glede to, da je takšna potreba po delavcih in podjetja nimajo več delavcev, da če bi jih začeli motivirati tudi s tem, da bi podjetja zgradila prav tako svojo večstanovanjsko stavbo in bi jim ponudila taka stanovanja? Ja, zelo dobro bi bilo, vendar, lejte, damo zdaj, če smem tako reči, pa ne bomo imenoval podjetij, ampak vse veste zgodbo. Podjetje hoče graditi v smeri Brežic, toliko cajta ne dobi soglasje za eno zadevo. Potem ugotoviš, ko hoče se nekdo širiti, spet ne dobi soglasje. In kam se selja podjetje? V tujino. Tlej je treba podporno okolje prvo zgraditi.
če se vrnemo spet nazaj, to, kar sva prej govorila, da privatna lastniki nočejo dajati stanovanj. Ja, zakaj jih pa nočejo? Z tega ni niti politike, da recimo občinska ali karkoli, da bi to spodbujala, da bi dajala, dajmo reči, eno pomoč, eno varnost. Jo ni. Ne? In tukaj je zdaj dilema, ne? Lahko se obrnejo samo na nepremičninske posrednike, lahko se proba obrniti na pravnika, da pogodbo najemno naredi in podobno. Ne? Ampak kako preverjati, kako delati z ljudmi, kje si zaščiten? Kaj vam Miha napredi, da bi država že glede na to, da bo mogla nekaj sredstev zagotoviti, da se bo ta manjk popolnil, oziroma če je manjk, da bi naprimer dali tudi, rečemo, investitorjem, privatnim investitorjem možnost pridobiti subvencionirane obrestne mere, da dobi kredite subvencionirano obrestno mero, se pravi, da bo sredstva za gradnjo toliko cenejše, da bo lahko potem pod pogojem, da bo ta stanovanje oddajal v najem. Lejte, to bi bilo fajn. Vem samo, da podjetniški sklad daje kakšen subvencioniran kredit za obrestno mero za podjetja, za njihovo proizvodno. Nisem še slišal, pa tudi ne vem, ali bi kakšna druga banka kaj takega dajala. Ne? Pač ja, so izzivi, ki se jih je treba lotiti na pravilen način. Medtem se morajo pa ljudje, po domače povedano, znajdeti. Ja, znajdeti se pa, kdor ima kdo znanje, izkušnje, počasi začeti o tem razmišljati. Prej so se pogovarjali, se ljudje selijo iz periferije v mesta, ne, in na periferijah ostajajo prazne dvostanovanjske hiše, take stvari, ki bi se dale, rečemo, preurediti v neke večstanovanjske. Tukaj imamo tudi en velik izziv. Ja, je, samo, lejte, tle morate se nekaj zavedati. Vsak želi to mesto, zakaj? Zaradi vpadnice, zaradi prometnega kolapsa, zaradi vsega. Naprimer, lejmo reči, jaz poznam ogromno ljudi, ki se vozi, pa tudi vozi iz Dolenjske, ki vemo, da je tista stara železnica v Ljubljano, vse z avtom. Ampak jaz sem dal drug izziv tudi. Naprimer, ker vem, ker sem jaz pred časom hotel službo dobiti, ne? In sem rekel, grem pa v Celje, sem po Celje vozil iz Ljubljane. Ja, prvo, kar sem me vprašali, kako se pa ti kot Ljubljančan vozil v Celje, ne? Pa jaz ko gledam, ker hodim tudi malo po tujini, kaj pa je tistih 60 km, 45 minut, si se vozim kontra proti Ljubljani iz Gneče ven. Tudi dojemanje tega se mora pri ljudeh spremeniti. Da, naprimer, vožnja 100 km po eni hitri cesti predstavlja nekaj normalnega. Ni vse samo tistih 20 metrov od koraka, razen če delaš od doma pač prek računalnika. Veste, tudi to je izziv, ki ga moramo določati. Da se mogoče miselnost našo spremeniti, ker mi živimo res v eni taki zanimivi deželi, državi, kjer je vse na dosegu roke, da ne govorimo, ker tako, ko se preselimo malo čez mejo v kakšno večje mesto, vidimo, kaj za sabo potegne večje mesto. Ampak, ko se že pogovarjamo o najemih, vem sem dal primer mečkin iz druge branže, kaj je kdo bil za zidarstvo, pa si je rekel, da gre iz severa, iz Gorenjske na južni del, ki mora čez izvoz center. Ja, jaz pa kaj ne grem, zato ker se navičil vse za baše, pa ne mislim zgubljati cajta eno uro, zato da bom imel za vožnjo in ti raj ne usprejme posla. Ja, lejte, taka je situacija in tako situacijo je treba reševati. Ampak, da se vrneva temu, kar sva začela, po moje za sklepni govor. Na stanovanja, če jih vi ne rabite, bi bilo pametno oddati, ker to vam da dodaten denar. In če tega se ne lotijo na ta način, ja, potem tudi ne smejo ljudje reči, da zdaj jim pa nekaj manjka. Ja, imaš možnost oddajati, oddaj. Če kdo rabi pomoč, jaz bi dal predlog, se lahko obrne na vas, pa vi kontaktirate tudi mene in vam lahko pomagamo pri kakšni zadevi. Ampak bistvo je, da določena stvar, ki jo imate v lasti, vam mora dati dodano vrednost. Tako in nekako s celim procesom iskanja najemnika, priprava pogodb, vse to, kar je primopredaj, se dejansko lahko zmanjša riziko dobiti slabega najemnika. Seveda, pa tudi tlej, naprimer, marsikšen nima zavarovanja stanovanja, če ga ti vdaš, ga absolutno treba zavarovati. Tudi, naprimer, se dogovoriti za določene vstope v stanovanje, da vidite, da je vse v redu. Ne samo tisto oddaš za celo leto, pač prideš pogledati stanovanje, da je res vse v redu, da preveriš, a so računi, to je pa tudi dolžnost lastnika,
da vsakič preveri, naprimer gre na Elektro in preveri, ali so računi plačani. Sigurno nekaj dela je, ampak se obstajajo tudi podjetja, ki to delajo proti plačilu oziroma za določen procent najemnine in ti to tudi določeni delajo. Ja, delajo, ne? Ampak veste, jaz bom tako rekel, tisto, ko se znajde, ni noben problem, da bi to lahko tudi sam naredil. Tisto, ko hoče pa malo komoditete, ja, so pa tudi taka podjetja, ne? Zakaj pa ne? Bom tako rekel, se pravi, je velik izziv aktivacija teh 10 000 praznih stanovanj? Deva reči, da jih je 10 000 v celi Sloveniji, je, ne? Ampak, glejte, prostor je zato, da ljudje noter ali delajo ali bivajo. Ni samo zato, da zgublja vrednost, pa rečeš, a nekaj imam. Je od tega tudi nekaj imeti. Miha, mislim, da ima midva še toliko odprtih zadev, da bi se mogla midva še kaj srečati tukaj, tako da bom jaz probal povabiti vas še v naš studio. Dragi gledalke, dragi gledalce, vam pa hvala za pozornost. Čas se nam je iztekel, vidimo se v naslednji oddaji. Jaz se bom pa z veseljem odzval. Hvala. Prosim. Nasvidenje. Svidenje.